A je? Je? Ja. Me slišiš? Slišim, lepo Sebe? te slišim. Super se slišim. Okay. Evo, kot da risanke sinhroniziram. A ja, imaš kakšne izkušnje s tem? Ja, ful tega delam. A res? Kaj je bila kakšna zadnja taka znana risanka, ki si... Maš kaj, največ delam za RTV, te, ki so pač, te, ki so na RTV-ju. Kaj sem imela v kinu? Za kino nisem toliko delala. Bolj te, no, ko so bile pol v kino dvoru. Veš, kaj sem delala? Ja, zadnja taka večja je bila ta razbijač Ralf. Aha, Ralf, ja. Ja. Dvojka. In Enka. Aha, ful dober film, ja. Tisto, to punčko, no? Aha. Venelopico. Fajn. Ja. Ja, jaz sem v bistvu full fan risank, predvsem Pixarjevih. A ne? In pol mi mal ni bilo všeč, jaz sem bil, ne vem, kdaj so začeli sinhronizirati, ker sem jaz bil star 20, ko včasih tega ni bilo. Ne? Ja. Mi smo v bistvu, ko smo bili mladi, smo gledali risanke s podnapisi, pa v originalu. Ne? Pol se pa začel dogajati, da kina niso več predvajala originalov. Ne? In jaz nisem mogel več risank gledati v kinu. Ne? In to mi malo ni bilo všeč, ampak za otroke pa po moje super, ne? Ja, da res za otroke razumejo super. zgodbo. Ja. Mislim, midva in pol domaček, tako kaj gledamo, pa da je midva pol vse hitro bereva, pa interpretirava, pa tako. Ampak daj tudi tebi paše, veš, da se sam, pa z njimi sediš, pa gledaš, brez da si... Da razlagaš. Ja. Ja. Pa so gledali to risanko, ki si ti noter? Ja. Ja? In kaj še njihov komentar, da je od mame glas v risanki? Kako oni to dojemajo? Po mojem, kaj so, mi tako rastejo od malega s tem gor, mi je čistko. Je pa smešno, edino se spomnim, ko so dojenčki še bili čisto mičkeni. Pa če je, na primer, en od naju bil glih po televiziji, pa da so bili tako, pa ful mečkani, še niso govorili, res bube, čisto tako, Čudno, totalno zmedeno in obračali glavico in tako si prav videl, ful zanimivo. Kaj se dogaja Ja, zdaj? Ne? ja. Ja, fajn. Hvala ti, Mojca, no, ker si se odzvala mojemu vabilu. Z veseljem. Ja, prav vesel sem. V bistvu mogoče lahko malo konteksta povem, kako sva sploh prišla do tega, oziroma kako sem jaz prišel do tebe. Ne? Ti si bila gostja na eni zelo znani slovenski oddaji, Zvezdana. In jaz sem takrat bil bombardiran za sporočili, naj te povabim, ne? In to je bilo že nekaj mesecev nazaj, se ne vem, a je bilo aprila ali Mislim, da je bila pol leta. oddaja oktobra predvajana. A ja, oktobra, pa od takrat, ker prav spomnim se, takrat, ko je bila še sveža. In sem rekel, pa sem si zacahnil, dal sem si link in nisem prišel do tega, da bi pogledal, ne? In pa sem se odločil, bom te povabil, ampak ne bom pogledal oddaje. Ampak se mi ni zdelo toliko, ne vem, spoštljivo, no? In sem pogledal pol oddaje in sem bil navdušen in sem prav vesel, no, da si prišla. Super. Da v bistvu poveš to zgodbo, bo videla, kam bo šla, ko bo malo v flowu, pa spontano, ne. Tako da, a bi lahko to zgodbo v bistvu, kako se je začela ta zgodba? Z boleznijo? Ja. Ja, vse to v bistvu, vse tako, kot sem tam povedala, začelo, jaz sem v bistvu kot otrok pri 4 letih zbolela za aplastično anemijo. To je tudi eno obolenje kostnega mozga. In takrat so iskali pol darovalce, pa ne vem, mislim, da niso nobenega primernega našli. Pol en teden mi je ta konjski serum tekel, pač to so sodelovali s kliniko iz Lyona in oni so delali neke take testne, poskusne zadeve in so mislili, da mogoče bi ta serum lahko pomagal, ampak v bistvu mi je sam ful enih alergij, se mi zdi, nakopalo, ker je zelo v bistvu toksična stvar. No, da skrajšam, takrat sem pač pol ozdravela, pol pa je... Takrat, mislim, da 2015 je en naš gledališki kolega, tako nenadoma umrl, in mene pa po levovem rojstvu tlele pod rebri skozi nekaj tako čudno špikalo.
Ampak jaz sem sama tako pri sebi rekla, to je kila, to je poporodna kila in tako, ampak Klemen je pa pol, ko je pač prišlo do te smrti nenadne, tega našega kolega, ful paniko zagnal, rekel, ti nekaj tisto kilo, pejdi k zdravniku, naj te pogleda, kaj če imaš kaj resnega. In sem se rekla, ti pa dobro. nisi želela iti. Ma ne, tako se mi zdela, kaj zdaj delam paniko in sem rekla, dobro, grem, da se ti pomiru. In res zdravnica potipa, da na ultrazvok in reče, ja, poporodna kila, pač na mal nenavadnem mestu, nič takega. In ko sem jaz bila že v odhajanju, je rekla, čakajte, pa dejva še kri pogledati, ker že toliko časa nisva pogledali. Meni so pa tako občasno kri kontrolirali, če zaradi te zadeve v otroštvu, pa tako. In smo bili vedno dogovorjeni, da je mi kar medicinska sestra po telefonu povedala, pač izvid, ja, vse je v redu, hemoglobin toliko. In zdaj jaz spet pokličem in reče sestra, ja, kar počakajte, vam vežem zdravnico. Vse nekaj, pa ni treba zdravnice. Vi mi povejte, tako kot ponavadi, nekaj tam umla. Rečem, dobro, pa tako se ti že zdi, nek čuden znak. In pa zdravnica reče, a ste doma? Kaj mi je bilo spet čudno, kaj me to sprašuje, niko me ne sprašuje, kje sem rekla, ja. A sedite? Ne, a se moramo sesti, reka, rajš se usedite. In ja, pol, rekla, a imate koga, da pride sem pač hitro na potnico iskat, vi morate iti takoj na hematologijo, pod nujno, treba ene stvari pogledati. In mi res sem tako mrak na oči, ker sem rekla, moj bog, ne mi reči, da se mi je to ponovilo iz otroštva. Ker tisto sta bili takrat 2 leti pa pol intenzivnega zdravljenja. Takrat jaz sem dobivala, ne vem, vsake 14 dni transfuzije, skozi pač neki posegi, skratka, res naporno. In sem rekla, 3 otroci, vse jaz ne vem, če imam zdaj energijo za to. No in potem, kako je že bilo, da se spomnim, pridem tja in so oni kar tako, brez da bi sploh kakšne teste delali, kar rekla, vrnila se vam je plastična in mene res skor kap. Pol je Klemen cele noči googlal in je našel neke alternativne metode zdravljenja plastične anemije, ko se ena gospa v Ameriki pozdravila in je prav kontaktiral njenega moža in sta si dopisovala. In potem pridejo vsi moji izvidi, ki sem spet mogla dati, in kostni mozek, in kri, in vse sorte. In reče, ne, nimate plastične anemije. In jaz, tam v ambulanti, in ona me gleda, ledena kraljica. In sem rekla, niste zadovoljna? Je rekla, ne, nisem zadovoljna. Sem rekla, pa zakaj ne, ni super, jaz sem se ustrašila, da imamo plastično. Je rekla, ne, ker plastična je težko obolenje, ampak jo znamo pozdraviti. To, kar imate vi, je pa neozdravljivo. In sem rekla, kaj pa imam? Je rekla, mielodisplastični sindrom, nekaj prvič slišim. In pol začnejo oni s svojimi črnogledimi, ne. Ja, to je hitro napredujoča, hitro mutirajoča, zelo zahrbtna bolezen, ne vemo, kako se bo obnašala, lahko boste kar nekaj časa v redu, lahko že naslednji mesec ne boste mogla vstati iz postle. Takoj vse projekte pač zaključite, če kaj snemate, če kaj pač vadite, konc, najte si pomoč v gospodinjstvu, ker mogoče ne boste sploh mogla se kmalu z otroci ukvarjati. Jaz si jo gledam, mislim, to je tako vse ti odmeva. Rečeš, kaj mi ta ženska govori? Kaj mi to ona zdaj govori? No in ja, sej zgodba je dolga, skratka, jaz sem sama sebi... Klej mama, kakor želiš. Ni RTV to. Malo zahecam, ampak... Ja, tam sem res mogla ful paziti, kako... V glavnem, jaz sem pol, mislim, najprej je šok. Najprej je res šok. Sem po mojem prvih par dni se sam cmirla. Najbolj ob tej misli, da bi res zapustil svoje otroke. Tako, to mi je bilo najhujše. Se pravi smrt v bistvu. Ja. Mislim, ta bolezen je ozdravljiva, ampak s transplantacijo kostnega mozga in hecno pa je, da najpogostejši stranski učinek transplantacije je ravno ta mielodisplastični sindrom. Tako da nekateri se potem vrtijo v začaranem krogu. Moje telo pa v vseh teh agresivnih zdravljenj v zgodnjem otroštvu zelo burno odreagira na razna zdravila ali pa kakšne, ne vem, zadeve, ki mi počnejo. In jaz tako na noč, sama pri sebi sem vedela, jaz sem si rekla, če pride do transplantacije, mislim, jaz imam tle ful malo možnosti, da preživim, ker vem, kako se moje telo odziva na najbolj tako blage zadeve. Ampak potem sem tako sama sabo sedela in razmišljala in se rekla, pa čakaj malo, pa kako? Sem rekla,
jaz ne verjamem v koncept neozdravljivega. Pač ne verjamem. In sploh ne razumem, kako lahko nekdo reče, da je nekaj neozdravljivo. Ti lahko rečeš, jaz tega trenutno ne znamo zdraviti. Ampak ne morem jaz reči, to je neozdravljivo. Ali pa mi kot družba, ali pa kot stroka. Ja. Seveda, zaenkrat še tega ne znamo. Ampak ne, to je tako. Potem sem jaz izbrskala eno kliniko iz Amerike, ki se je prav specializirana samo za to vrstno obolenja in sem tam našla kontakt od te njihove vodilne zdravnice in sem ji poslala mail, da kaj pa ona misli, da če bi se to dalo, ne vem, če bi prišlo do spontane remisije ali pa če pozna, če so kakšni primeri in je ona tudi ful lepo napisala, tako joj, ne, zelo mi je žal, ampak ne. In potem sem jaz to svojo zdravnico zamenjala, ker sem rekla, jaz ne morem, tako je hladna in tako. Sem dobila pa drugo skrajnost, tako sočutnega zdravnika, da pa me je že tam, se mi zdelo, da me že pokopava, ker sem bila noč. Skozi je imel solzen filter čez oči, skozi gor, meni je tako žal. In pa sem tudi njega vprašala, se nekaj, kaj pa spontana remisija. Zdaj sem pozabila, ker je uporabil same strokovne izraze, ampak je tudi rekel, da on verjame v spontano remisijo, ampak da žal pri tovrstnih obolenjih se to ne more zgoditi, mi je vse naštel zaradi česa ne. In potem sem se jaz pač odpravila na svoje potovanje. A pa si mu takrat, oprosti, kad te prekinjam. Ne, ti kar. A si takrat, kad je, dva zdravnika, oziroma 3, a ne, verjetno jih bilo več, ko si to slišala, nekaj, s čimer se ti nisi strinjala, ampak nisi verjela, a je bilo popolno prepričanje, da ni tako, kot pravijo, ali si imela dvome, a je bilo odvisno od dneva to, tako me zanima malo tvoj potek razmišljanja, ne? A si jim kdaj verjela popolnoma? Ne. Nikoli, niti za tisočinke sekunde. Imaš pa tekom procesa pol dvome, sam bolj, a boš ti zmogel to. Ne? Nikoli pa nisem verjela, da to ne bi bilo. Mogoče. Ja. Sem pa od štarta, mislim, zdaj vidim, ful je, te naši, te Instagrami in Facebooki, to je vse preplavljeno, nekdo gre na nek tečaj, vsi so pametni, ali pa veš, nekdo ima neke težave, pa spremeni prehrano in potem so vsi guruji, vsi neki tumbajo, ampak v bistvu stvari niso tako enostavne, da zdaj pa boš ti, ne vem, začel piti soki iz zelene in boš po 30 dneh popolnoma ozdravljen. Jaz, ko sem šla na to potovanje, ker res se začneš sprehajati po nekih mednivojih sebe. Vidiš, da so te plati tako prepletene. Se pravi, te zapisi v DNK-ju tvojih prednikov. Tvoji zapisi iz otroštva, tisto, česar takrat, naprimer, razumsko nisi znal predelati kot otrok, pa se ti je usidralo kot neke zaciklane emocije, ki so potem, veš, res tako kot ene energetske blokade. Mislim, to je toliko različnih zapisov, na toliko različnih nivojih. In jaz mislim, ja, ti lahko, naprimer, imaš neko težavo, pa spremeniš prehrano in si tako, ampak ti še zmeri s tem nisi unga vzroka rešil. Se ti mogoče ne pojavlja več v obliki, kot se ti je prej, ne vem, te je nehalo boleti koleno ali whatever, ali si imel neto črevo, ampak mogoče ti bo udarilo na, ne vem, na anksioznost, mogoče na depresijo, mogoče pač na različnih nivojih se lahko te stvari kažejo, ne? Ja, pa tudi jaz mislim, ka eno stvar narediš, recimo, ko si dala primer, začneš piti te sokove. Zaradi te odločitve so zraven dogaja še milijardo drugih stvari. Greš na drugo tržnico zaradi tega, verjameš, da ti ta sok pomaga. Kaj pomeni ta vera v to, da ti pomaga? To sploh ne vemo, ne? To je čez vse te nivoje gre. Ne? Ja. In v bistvu mi nekako seveda želimo kontrolirati svoje življenje, pa to, kdo smo, ne? Enostavno za razum je to prezahtevna matematika, ne, da bi vse te nivoje sploh znal razumeti, ne, tako jaz to vidim. No. Ja, tudi zaznati, ker bi, če bi mi vse, kar se dogaja tako, zdaj pri tem nekem, tej naši zavesti, se ti spipa, ker to je toliko... Ja, res je, naš fokusira, ne, in ostale stvari da ven iz procesorja, ne, ker je preveč. Ful zanimiv je, recimo primer, točno se spomnim, ko sem šel delati izpit za avto, sem kar naenkrat povsod videl avtošole. Ne? In zdaj, veš, lahko bi jaz verjel, zdaj več avtošol. Ne, popolnoma isto število avtošol je na cesti, ampak moj išče avtošole. Nezavedno, ne? Ker sem jaz del tega. Ali pa kako kupuješ avto, pa ti je en določen avto všeč. In pa ga kar vidiš povsod. Ja, res je.
In ja, iz vidika tega, ki je bilo pred leti zelo popularno, ta The Secret pa moč, jaz to na tem nivoju verjamem, ne? Da v bistvu naš je itak vse, ne? Vse se kopa v naši zavesti in ti, če se fokusiraš na neki, bo tisto prišlo v spredje. Ne? In če so to pozitivne stvari, bojo pozitivne stvari prišle. Ne? Zdaj, če so pa tukaj neki še čarovnije, ne? To pa sem jaz odprt za to, agnostičen v bistvu, ne vem. Ne? Tako no. Ja, sorry, kaj malo... Ne, super. Dodam kdaj, kaj. Ja. Ja. Sorry, ker sem ti zgodbico prekinil. Ne? Ti si takrat dobivala od zdravnikov negativne napovedi, ne? Ja. Ti pa nisi temu verjela. Ne, ampak jaz sem pol tudi kar nehala tja hoditi, ker sem rekla... In pač jaz sem se takrat odločila, tako sama pri sebi sem rekla, jaz tega ne bom niti javno govorila, tako da v bistvu tudi prijatelji niso vedeli. Sam peščica ljudi je vedela, ker sem rekla, jaz zdaj res rabim ta fokus in energijo in vero, da je to mogoče. In ljudje, ne zato, ker bi bili negativno nastrojeni, kdaj že zato, ker te imajo toliko radi in jih je strah zate, joj, pa ne vem, in se nekaj, jaz tega ne rabim, pač prav ne, jaz zdaj moram biti totalen fokus, to je mogoče, to je cilj, ki ga zasledujem in sem vedela, da moram to energijo zelo čuvati zase, jo zelo imeti kot svoje gorivo, da poganja to mojo misijo naprej. Tako da sem pol jaz se svojo splošno zdravnico zmenila, me je dajala kar take permanentne napotnice za pregled krvi, kar tam jih je naložila na kartico 10 in sem jaz v bistvu enkrat na mesec šla in sem sam poklicala po telefonu. Sem pa na začetku si rekla, ok, jaz moram najprej preveriti, kakšno je stanje mojega fizičnega telesa, ker to je ipak moje ogrodje tle v tej realnosti, vsega toga moram spraviti na nek nivo, da bo toliko stabilno, da se mi ne bo zdaj rušilo, pa naprimer, da bi ta bolezen res toliko hitro napredovala, da mi bo sploh omogočilo nadaljnja raziskovanja v podzavest, v čustvene nivoje, v DNK, prednike, karkoli. Tako da sem najprej res eno tako kombinacijo bioresonance, naturopatije, in sem tako, se je izkazalo, sem imela precej zakisano in kri in medceličnino in pa jaz tako relativno zdravo jem, ampak vseeno, kaj se mogoče se notri kažejo tudi stres preteklih let, služba, odnosi, ne vem. Skratka, sem takrat bila eno leto tako izredno striktna v dieti tudi, sem res ostranila vse, kar se je izkazalo, da moje telo malo, ne vem, šibi, da ga telo ne prenaša najbolj, in tako res tak intenziven detoks na več nivojih, ker istočasno sem pol še k Neli Rep hodila, da so tako en ta čustveni del, Pucele pa še k Ini Sahrokovi, to je v bistvu zdravnica, sem pozabila kakšnih korenin, Kazahstan ali neki, in vem, da je ona tudi že ne vem, kira generacija šamanov v družini in tako zelo povezuje neke šamanske prakse z znanjem medicine, ki ga ima, in se mi je zdelo, da je to neka taka osnovna podpora, ki jo jaz svojemu telesu v štartu nudim. In se je v bistvu zelo hitro pokazalo tako, zelo hitro se mi je telo okrepilo, tako, ko vidiš tu čisto, vidiš tako po koži, barva kože, energija, spanec, tako eno res notranjo stabilnost, moč začneš čutiti. In tudi seveda, jaz sem imela to srečo, da res tako na krvi lahko spremljaš, ne? Če imaš ti sam tako nekaj, ne vem, če ima nekdo probleme z depresijami, dosti težje spremlja, čist na papirju, ne? Jaz sem dobila in rečeš, ok, na dobri poti smo, tako da že v tem smislu mi je bilo mogoče lažje. In so tako taka zanimiva raziskovanja, jaz sem si pač ves čas, meni se zdi pomembno, da res kadarkoli se ti karkoli zgodi, ne samo na zdravstvenem nivoju, nikoli ne zapadaš v vlogo žrtve. Zakaj jaz, pa glih jaz, pa toliko sem dober, ali pa toliko sem pomagala, pa ne. Jaz vedno probam, ok, kaj mi sporoča en del mene, ki ga nisem sposobna slišati drugače, kot na tak način. In se mi zdi, da imaš na ta način, da si dosti bolj konstruktiven, da dosti prej slišiš, vidiš rešitve, ker drugače si sam tam, v vlogi žrtve in itak, vloga žrtev že pomeni to, nekdo drug je kriv za moje stanje, kar pomeni, da že avtomatično svojo moč in energijo mu daš v njegove roke. Pa fokus stran od sebe. Ja, in nima smisla.
In je pol bilo zanimivo, kako sem še takrat, ne vem, ker sem toliko enih stvari, ker sem res rekla, zdaj bom tako odprta za vse, vidim, kam me pelje. Takrat sem pol, mi je prijateljica posodila knjigo od Dispenze, ampak on je takrat bil še tako v Evropi precej nepoznan. Tudi na Instagramu imel še ful malo sledilcev, ker zdaj to že ne vem, v milijonskih. Kjerga leta je bilo to? Mislim, da je bilo, bi morala pogledati, ali je bilo 2017 spomladi. 2017 spomladi, ja, 2017 spomladi. In sem šla najprej v Rim, na tisti njegov osnovni vikend tečaj in sem že tam eni taki nori preboji znotraj teh meditacij se zgodili. Res tako, to se mi je v bistvu prvič v življenju tako intenzivno zgodilo, ampak mi je bilo hecno, ker sploh ni bilo namenjeno temu, on niti ni vodil tako. Tisto je bilo le zelo tako basic, ful je predaval neke osnove in te meditacije in to so bile zelo take kratke, zelo osnovne. Ampak res, tak feeling sem imela, kot da bi ta nek moj višji jaz ali duša tako hrepenel po tem nekem stiku, potem da bi spregovoril, potem da bi prišlo do nekega connectiona, da so se dogajale take stvari, da mene res kot da bi me odneslo ven in iz telesa in razpluzalo čez vesolje in prav ta prostor zavesti, vse je bilo živo, mislim, tako neverjetno, da sem jaz pol po Rimu ene par ur tavala, tako sem nekaj, moj bog, če meni zdaj kdo gleda, misli, ta je zadeta komamba, ker jaz sem bila čisto na nekih drugih frekvencah. In takrat to se mi zdi, da je bil en res tak, ker so me pol ful spraševali, te, ki sem povedala, sem šla, pa kaj, a ti je res to, kaj dalo, ali tako. Jaz nisem tak tip, sem zelo slab sledilc, na meni bi slabo služili. Jaz ne morem v smislu vsak dan isto, pa tako, ko mi nekdo zapove. In nekaj časa sem delala te meditacije, ampak sem videla, da so me pol začele, mislim, omejevati, ker meni je tako hitro ta zavest se razširila, pa ne vem, šla na razna potovanja, pa pobirati informacije, ampak je bila res fantastična odskočna deska. Pol sem šla pa na 5-dnevni v Bonn in me najprej, naprimer, zelo motilo, ker je bilo to par tisoč ljudi. In jaz imam tako ful razvite te intence za energijo in mi je bilo tam takrat, kot da bi me toliko različnih energij, pa težke. Intenzivno, tako da in sem v bistvu se ful s tem tudi ukvarjala, se kaj mojce, ne? Ampak je tudi take neverjetne zadeve, res, tako, kad ti jo kdaj sploh, moj bog, kad to sploh rečem komu na glas, ampak res večmetrska bitja okrog, tako moje telo je ostalo na tleh, ampak eno tako bolj prosojno telo, so mi ga dvigali v zrak in kot da bi ga na čistem drugi nivo peljali sabo in potem tam, skoraj vedno so neki rituali z vodo, ne vem, bil je en tak vodnjak in voda in so me not položili in tako, kot da te uperejo, mislim. In sej, kdaj hoče dvomiti, ne? Jaz to sam domišljam in je bilo noro, ker smo imeli eno tako meditacijo, 4 ure je trajala in v bistvu si ti prišel zgodaj zjutraj smo začeli in to je bila pač ta hotelska avla, se pravi nobenih okn, nič odprto in ti se tam vse pripraviš, ne? Se pravi ta tapison, pa tam sosedi se zmeniš, ok, imam jaz lahko tle, te moti, če imam tukaj noge, če imam to, si pripraviš svoj prostorček, dekica, karkoli imaš. In spet ta meditacija in sama neka bitja, ki bi jim lahko rekel, ne vem, angelska bitja, ne vem, tako, ena taka svetleča, bela, ogromno in tam okrog in 4 ure, pač te neki procesi se odvijajo in potem tako spet, to sem ta moja bujna domišljija. Med tem. Pol, ko sem že prišla ven iz tega, ne. Ka med tem je malo teže, verjetno. Ne, tam ne, jaz tam vedno ful verjamem, ampak pol tako zdaj čisto verjamem vse te stvari, ampak takrat se ti malo, ko so bile vseeno nove stvari zame. In rečeš, to sem mogoče moja bujna domišljija. In tako, zraven moje roke leži tako belo pero, ki ga prej ni bilo.
ker vem, ker sem si pripravila prostor. Ker je to bila hotelska konferenčna dvorana in sem pol prav gledala, a so kje kakšni ptiči, a so kakšna okna odprta in pa se ti ful enih takih znakov začne odvijati. Ker je bilo tudi, naprimer, zanimivo, ko sem bila leta nazaj v Indiji, sem šla sama in sem šla pol tam na neko ajurvedsko kliniko, na neko čiščenje in pa sem tako začela pogrešati čokolado v enem momentu. Čokolado, nikjer ni bilo čokolade. In potem pridem tam v en ašram, grem pogledati njihov obred in na koncu obreda pridejo tako punčke s košarami čokolade. Ampak tam, pri oltarju, jaz sem sedela pa čisto zadaj, ker mi ni bilo za se gužvati tam in sem tako, v bistvu se je končala gneča in je bilo par metrov tako in smo sem in tja kdo tako in se čokolada. In meni reče tako glas znotraj, pejdi ven. In sem rekla, kako ven? Vrata so tam, čokolade so tam in oni vsi te Indici, tako na one čokolade. In glas, pejdi ven. In jaz rečem, dobro, grem, če si tako pameten. Kaj rečeš ta glas? To je v bistvu, ga ne slišiš. Je glas brez glasu. Ampak kot misel? Ja, pa ni misel. Ful je zanimivo. Bolj si ločen od njega. Je tako, ker misel je tako, da jo dosti krat ne zaznaš, pa imaš celo občutek, da je tvoja. Tu pa veš, da ni tvoje. Aha, veš, ok, razumem. In grem jaz res proti tja in sama pri sebi gunđam, ko hodim se kakira neumno, čokoladke delajo tam, jaz rinjem sam. In ko že tako, se pravi, če je to prak, z eno nogo sem not, ena noga že v luftu čez prak in rečem, evo, pametnjakovič, ne? Kje je zdaj čokolada? In v tiste mene pocuka za rokav in jaz se obrnem in tam stoji mehna punčka s pladnjem čokoladic in reče, Miss, do you want a chocolate? In tega je bilo tam v Indiji noro, se mi je dogajalo. Aha, takšne je. Takšnih zgodb, pa sem to bilo pa reže ful let pred tem. Ker jaz, na primer, sem šla tudi sam z Rudzakom in jaz sem takrat imela še ful kodre, ker otroci so mi jih pol požrli, takrat smo imeli take fedre. Ampak nisem vzela onega svojega glavnika, vzela sem res tako vsem basic stvari, ful malo stvari sem imela sabo. In pa so se meni začeli tej kodri ful frcljati, dobesedno skoraj udrede delati. In jaz rečem, moj bog, kaj nisem onega svojega glavnika, ki ima tako ful narazen, ne, vzela. Ker tam pa oni s temi ravnimi lasmi samo oni, glavnički, čist tanki in krtače, ono se mi je takrat vse zatikalo. In spet meni glas. Pejdi na tisto ulico, kjer je una prodaja tiste banane, tam zavi, desno, tako prav zemljevid je bil. Pol prideš do nek klopce, tam pejdi malo naravnost, pol prvi smeznjako zavi levo, pol hodi 50 metrov naravnost in pol boš tam videla 2 drevesi, pod desnim spodaj te čaka glavnik. In meni je bilo tako, come on, mislim, kakšne fore so to, ampak je bilo istočasno si pa firpčen, ne? Seveda. In rečem, grem pogledat, ne? In tako še gledam in je bilo res noro. Ker tako, ko je bilo, se nekako, kako bom vedela, ženska prodaja banane, dobro, zavijem desno, smetnjak, zavijem levo, vse je bilo tako, ko je bilo rečeno in hodim in zagledam une 2 drevesi v daljavi in pa ti začne srce, tum. In pridem do tako, se približujem desno in rečete, mojca, to je neumno. Itak ne bo, halo. In pridem in leži identičen glavnik, kot sem ga imela doma. Identičen. V travi. Sam. Mislim, še zdaj ne razumem dobro tega, ampak... Vse to sem te hotel vprašati, kako si zdaj, kakšna je tvoja narativa o tem? Razumsko nimam pojma. Okay. Ampak na not pač jaz ful verjamem v te stvari. Mogoče, to mi pa zdaj kapano, ko se s tabo pogovarjam, mogoče so pa celo vse te stvari, ki so se dogajale, bile kot nek temelj za to, da sem sploh zgradila to 100% vero, da je vse mogoče. Ne? Ker, na primer, še ena taka res nora iz Indije je bila, jaz sem šla tja s ful mal denarja,
In sem pol tudi tam vse sfrčkala za knjige, sem pol vse te obleke tam razdala in sem imela poln rudzak do vrha nabit s knjigami. Težko, in imela sem denarja glih toliko, da sem si plačala avtobus še od zunga mesta pa do letališča. In jaz pridem na ta avtobus in vprašam šoferja, a greste vi, pa itak problem, ful slabo angleško govorijo, pa res tako čez vasi, čez džunglo se voziš. In jaz rečem, a greste na letališče? In on, yes, ne, in pol se mi, in tam one ženske, vse začnejo z mano klepetati in me spraševati, vse ti tako te dikajo, belka, tako so res take vasi zabačene. In pol ta človek, one pol v enem momentu začnejo ful vreščati tam po kakšni uri pa pol vožnje in cel kaos in se nekaj pripirati in jaz gledam, kaj pa je, in one rečejo, spremenuje pot, se odločil, da ne gre na letališče. Jaz pa karto, mislim, prav takrat, ne, in bom, in sem rekla, o moj bog, in jaz grem tja k njemu in sem rekla, oprostite, mislim, kako, vi ste meni rekel, ne? Ja, ker je mislil, da grejo eni potniki tja, ne grejo in ne gre, on gre po drugi poti. Seka pa jaz imam karto, vi ste mi rekel, mislim, jaz se ne bom mogla vrniti domov, jaz nimam denarja za novo karto. Pač on se je tako odločil. In pol so te ženske se kregale z njim in ga prosjačile in vse sorte. In on neomajen, da ne. In me da ven v neki vasi, noč temna, ko v rogu, ampak to so res vasi s kolibami. In me tam vrže ven, jaz gledam, niti mobitelov ni bilo, mislim, ja, bili so, nisem niti imela takrat zgleda. In ono sem gledala, sem rekla, ok, Mojca, kaj zdaj? In v tistem, ne, tako je še bilo, kar na lepem, ja, se tam pride en fant, ful mlad fant in reče, vas bom jaz spremil do letališča. In jaz rečem, a res, a greš v ono smer? Ja, ni problema. In potem on v bistvu tam kliče to rikšo in se on ful tam prepira nekaj za cene in vse in se midva usedeva in so se vozila na letališče uro pa pol z rikšo. Stopiva iz rikše, on plača in mu jaz rečem, ne. In mu turim ono fičnike, ki sem še imela in on tako, da no way. In jaz pol in se sklonim samo dol, da poberem rudzak in pogledam gor in tega fanta ni. S tem, da okrog pa tako 300 metrov radi vse strani nič, prazno. Šodr, pač asfalt, ne vem, kaj je bilo. Zginuje. In jaz gledam, zginuje. Ker je nemogoče, jaz sem se samo sklonila po rudzak in dvignem glavo in njega ni bilo. Mislim, tak je ful. Kako si pa pol to, ko si rekla, se pravi, imela si že neki par teh izkušenj, ne, iz prej, pa si bila pa na temu par dispenzi, ne? Ja. Kakšen je bil pa pol proces, ne? Ti v bistvu nisi toliko dvomila, si rekla, ne, ker si imela že te izkušnje, to te je v bistvu pripravil na to, da si imela 100% vero v to. Kako se je pa samo zdravljenje dogajalo? Zelo se je dogajalo po stopnjah, ne vem, nekaj sem odkrila, naprimer takrat, ko sem delala čisto na fizične, mi je šlo ful lepo gor, ampak potem se tako, kot da bi prišlo do ene meje, in kar niso šle vrednosti nikamor spet, ne. Se pravi, prvo so se izboljševale, pol se je pa ustavilo. In to se je skozi dogajalo, pa je šlo, pa spet ob eno steno, pa je šlo, pa spet ob eno steno. In vsakič sem pol rekla, ok, kaj zdaj, na katerem nivoju zdaj, kam moram iti pogledati. V bistvu ful sem, vse sem delala ful intuitivno. Prvo rekla sem si, ker tudi to sem, ne vem, če si tam v oddaji prišel do tega, ker to, ko so me toliko buzerirali s to transplantacijo, sem se jaz pol zaklenila v kopalnico in sem prav rekla, ok, duša, zdaj bom toliko časa bom bulla v gledalo, dokler mi ne poveš. Saka, povej mi, kakšen plan imaš. Ni problema. Če je moja lekcija, če je to moja šola, če je to nekaj, kar rabim, transplantacija v redu, sem za. Sam povej, da se jaz čustveno, psihično, fizično pripravim. In jaz tako res
slonim, gledam in se špegu razblini, tako iz sredine in bleščeče bela svetloba. In spet sam glas. Ne, čekaj, nekako bilo stavk, sem si doma zapisala. Ne rabiš transplantacije ali ne transplantacije. In se zapre. In to je spet bila ena taka stvar, to so take nerazumske stvari, ki rečeš, kako, ampak nekaj je v meni premaknilo. Jaz sem se čutila, kot da stojim do samega jedra zemlje, vkopana s svojimi korenimi, kot da zemlje pa ne premakne noben. In kako so sorodniki? Pa nisem govorila. Jaz sem sam mami povedala, niti fotru nisem povedala. Okay. V bistvu res je vedno malo ljudi, ker sem... Oni so mislili, da si v navadnem procesu zdravstva. Ne, da poslušaš to, ne, kar ti reče. jaz sploh nisem povedala, da sem zbolela. Okej. Aha. Ne. Kako si se pa za to odločila? To, kar sem ti na začetku rekla. Kot prvo sem rekla, Bog ne dej, da to zdaj pride na uho kakšni žuti štampi in da sem potem po naslovnicah bori se za življenje, ali kaj takega, sem rekla, to je najmanj, kar zdaj rabim. Res najmanj. In drugo pa, vem, kakšni smo ljudje iz te želje, da bi pomagali, ful trosimo enih nasvetov in ful hočemo biti, ne vem, sicer vzpodbudni, ampak se nekaj jaz zdaj tega res ne rabim. Jaz moram sebe se naučiti slišati. Jaz moram sebe slišati. In pač jaz sem zelo delovala po tem principu, da sem si skozi ful vprašanj zastavljala, ampak to ne, da bi bil moj razumski proces. Taka sem pač. Vprašanja so mi prihajala in skozi sem iskala odgovore. In tako mi je bilo, kaj je kostni mozek? In je tako prišel odgovor. Kostni mozek je pač vir življenja tle na zemlji. In sem rekla, čemu govorim ne? Čemu pravim ne? A se česa bojim ali česa nočem? In to me je skozi vodilo globlje in globlje in globlje. In kdaj sem pol začutila, sama tle ne morem več priti. Pa sem, na primer, ogromne preboje sem doživela na teh ritualih svetih rastlin. To mi je bilo res... lahko malo več o tem poveš? Katerih? Seveda. Ayahuasca, vačuma in gobice. Aha. Tako. Nisem vedel tega. A to si omenila na RTV-ju? Ne, po mojem ne, ker tam je ful bilo časovno je res omejeno, 45 minut in sem se mogla tako koncentrirati, da sem sploh zgodbo kolikor smiselno celoto zaobjela, da veš v tem časovnem okvirju. Ne, svete rastline so mi pa, tle sem pa res ogromne preboje doživela. Klemava neko skupno točko, ker nisem vedel, da je mava. Jaz v bistvu nimam takih izkušenj kot ti, sploh glede zdravja, še, to nas vse čaka, že smrt nas vse čaka, tako da hvala ti, da to vse deliš, tako da sem to samo povedati. Ja, kako je, kako si prišla do tega, a si imela kakšne izkušnje pred tem, pa a te bilo strah? Ayahuasco sem prvič probala že leta prej, ker me je od malega, me je ful privlačila, ampak jaz drugače, naprimer, ne kadim, niti kave ne pijem, dobro, v študentskih letih smo ga pluckali, ne? Ampak nekako sem takrat prvič imela ful en ta, moj bog, pa nimam občutka, da bi bila control freak, ampak vseeno mi je bilo, kaj me bo odneslo, a bom sploh vedela, kaj počnem, a bom sploh imela to kontrol, ali bom delala tam kakšnih res ultra gluposti. In je bilo ful zanimivo, ker ful let se nisem odločila, ker za te ponudnike, se vem, da je neumen izraz, ampak te, ki so oglaševali, nekako not nisem začutila, da je pravo. Potem pa mi prijateljica omeni, Eriko Oblak je bila pri tebi, ne? Ja, super. No, in to me je pa tako, ne vem. Si začutila? Nekaj sem začutila in sem šla takrat pol k njej. In mi ta prijateljica reče, te poberem, ne vem, kako da bi rekla, te poberem ob 2, greva skupaj dol in jaz rečem, ja, super in tako. In potem me ona pokliče in reče, evo, sam ti sporočam, štartala sem, čez 5 minut sem pri tebi. In jaz reče, the best, jaz sem spakirana, evo, grem kar ven pred bajto. To je bilo več dni, si... 2 dneva imela. In jaz odložim telefon, prekinem in v šubu. A veš tako, ko se te kakšen virus ali nekaj, ki ti
vročina v želodcu in ti švistne v glavo. Poznaš ta občutek, ko je tako neki čudno, ena taka čudna pekoča slabost, pa kar tak feeling, da si mi malo seka, pa ne me basat, pa ne mi reč, da zdaj viroza, whatever, zdaj, ka grem, ne. In meni je slabo. In ona pride in jaz tako reče, si v redu, so ka nekaj, ne vem, ful čudno, kar nekaj mi je slabo. In medve greva, mi smo na Poljanah in greva tam čez, prečkava Prule in pol prideš, kaj je tam? Trnovo? Začetek Rakove. Aha, Tam, Rakove Jelše. tam, ko greš pol na obvoznico, mislim na avtocesto. Kaj. Trnovo, pa pol naprej. Ja. Mal naprej še tam, ja. In jaz, stavi, in ona kar na pločniku, gor reče, in jaz sam odprem vrata in se zbruham. Moj bog. Pol na sredi avtoceste, 2-krat. Sem prišla dol, se pravi po poti 3-krat kolala, tako da Bog pomagi, dol sem prišla izžeta, gotova. In pol ta prvi večer pijemo, Ajo in meni nič. Ma niti pikice, da bi mi nič, 0, kot da bi spila vodo. In sem bila tako prav razočarana, sem ka pateno. A to je to, nič, niti... In naslednji dan pa v Šubu se začne film in je bila taka res nora izkušnja in mi povejo, spet pride fulenih biti in tega in povejo, da v bistvu je bila že reakcija, preden sem pila, da itak so že predelali, zato ker niso hoteli, da povezujem slabost z Ajo, ampak da sem mogla ene stvari ful ven spucati, da oni sploh lahko začnejo delati. In in pol je bilo pa tako ludilo od procesa. Kar želiš podeliti, če lahko kaj podeliš. Vem, da te stvari je težko, ampak mislim, da so mogoče te, ki poslušajo navajeni, a ne, ker sem dosti o tem govoril, ne. Ampak čist po želji, tvoji. Jaz sem opazila, na primer, meni so tudi tako zelo govorili, da ta bitja, te zavesti. Jaz že prvič, na primer, ta drugi večer, ki je prišla prav zavest ayahuaske, in tako noro lepo in ful časa se pogovarjala. Je bilo pa zanimivo, ker je bila tam, ampak to je živo, to je kot da bi bil v filmu. Jaz sem imela občutek, mislim, da lahko držim to žensko. Mala, čokata ženska, pač ta Latino Amerika, stara, take sive kite, razbrazdan obraz, z neko tako pahljačo, z enega listja se pahljala, cigara v eni roki, tako okrogla, v take temne oblačile, neka dolga kikle. Skos se režala, skos me je, tako res, grdih besed ne smem uporabljati le. Lahko. Lahko. Ja, lahko. Mislim, drkala me v glavo 100 na uro, me po glavi z ono pahljačo. Nagajala ti. Mislim, špikala, pa tam me rinila, pejt plesat, greva plesat tam v sredo. In sem rekla, ne, ker je bilo prav rečeno, naj se držimo svojega prostora, naj ne motimo procesov drugih ljudi, halo. In ona, tako kot jaz sem tle šefica, gremo plesat, če sem rekla, sprosti telo. Pa ne grem, Erika nam je prav rekla, no, naj bomo spoštljivi in tako. In se mi dve tam celo večnost pregovarjava in ona reče, prav, pol boš pa tle na mestu. In mi začne zvirati telo v take abnormalne poze, da sem jaz vmes odprla oči in gledala, kako je pri Bogu milemu možno, ker ni, da se prav nekaj jaz ukvarjam športom, da sem res, in imela sem 2 tedna tak muskelfiber, da nisem mogla hoditi od teh poz. Povedala mi je o otrocih, svašta stvari, mislim, ja, ene stvari so malo, mogoče preintimne. Seveda. Ampak, ja, jaz mislim tako, te rastline ti lahko ogromno dajo, ampak sem na teh procesih opazovala, ogromno ljudi se zatakne nekje z egom. Ti? Ja, mislim, doskrat, ja. Res? Ja, seveda. Mislim, sej, glih to sem se naučil, ne? Glih to, kar si rekla. Ne? Jaz sem videla, da jih vedno peljem. Ko zaužijem, v bistvu
peljem rastlino notri skozi to točko, ampak to me je nekaj vodilo, samo. Kot da tle vanjo, kot da bi obrnila oči na not. In kot da, in vedno se že vnaprej pogovorim in rečem, da nimam pričakovanj v smislu, da nočem ničesar voditi, ampak da želim čim več uvideti, čim več spoznati, čim več sčistiti in vsakič je drugače. Sem pa na primer opazila, da moja rastlina so gobice. Meni osebno je to tako najbolj moja rastlina. In pol dejansko, kdaj sem šla na obred in sem šla pol testirati kri, sem šla prej in po in spet vrednosti. Ko prav vidiš, ko se neki... Lahko poveš, kaj si med procesom delala? A si šla v neke, kaj si rekla, vse te nivoje, pa doskrat si DNK omenjala. A si kaj to med procesom zavestno? Meni se zgodi med temi procesi in se kdaj pol ljudje, ki so zraven, kdaj tudi malo ustrašijo, ker se mi kdaj zgodi, tako občutek imam, kot da je te neke zavesti tle, prav v fizičnem telesu na zemlji ful malo procentov, kot da je ostane ravno toliko, da, ne vem, srce bije, da diham in da se sam glih toliko zavedam, da tle nekje ležim. Drugo me pa ful potegne. Pa ne vem, a je to not ali ven ali gor ali dol, skratka, na različne nivoje. In so take zanimive stvari, ker enkrat so bile z eno prijateljico na enem obredu in mene vmes, jaz tako vmes začutim, kako me raztegne, prav fizično, sem imela občutek, da sem zarasla tako na, ne vem, 1,90 m in prav tako pogledam in jaz vidim svoje noge dejansko. Ampak kar je bilo najbolj zanimivo, da mi potem naslednji dan reče prijateljica, jaz te pogledam enkrat vmes po noči, pa ti jaz ne vem, če nisi bila 2 metra velika. In jo gledam, mislim, ful je takih stvari, ko nisva se vmes, se ne pogovarjaš, nisi v istem procesu, ne? In se mi zdi, da na nekem, ko si pol tudi nisem znala razložiti, kako je možno, ne? Kaj smo videli, mislim, jaz nisem nič zrasla konkretno, fizično, ne? Ampak mogoče vidiš takrat v bistvu ta neka eterična telesa, ampak da se ti tok v bistvu vid nekam drugam skristalizira, da jih zaznavaš res kot fizično realnost. Ne? Ja. Ne, sej te stvari so toliko zanimive, ker zdaj recimo, ko smo spustili znanost spet zraven, ne, ful na tem površinskem nivoju spet deluje. Vemo, da deluje, ne vemo pa, kako deluje. Ne? In znanost ponovadi to nima rada. Ne? A veš, vidimo, da deluje, se pravi, depresijo se zelo dobro da prav z gobami pa LSD-om reševati, ne vemo pa kako. Ne? In to, kar se ti kar razlagaš, je čist neznanstveno. Ne? In ful mi je všeč, da se zdaj dogaja, saj tako jaz zaznavam, da reče, ok, pač ne znamo, ampak deluje. In vsem grejo naprej, ne? Z raziskavami. Ne? Sam tukaj je mnogo bolj globje, kakor reši depresijo ali pa ne vem kaj. Ne? To so, tako kot si omenila, kdo sploh mi smo, ne? V bistvu, da priješ v neko tako stanje, pa se ti vse podre, vsi koncepti, vsa prepričanja, vse, kar ti misliš, da si bil do takrat, ne? Ali pa kaj je res. Vse je težko. Jaz sem bila vmes, se mi je 3-krat zgodilo, mislim, da sem najdaljšo dobo imela 3 mesece, ko je res bilo tako, kot da bi se ta celotna mreža mojega obstoja, ampak vsi moji koncepti, moje zavestne predstave, moje, ne vem, vrednote, pač vse neki, kamor upenjaš, tudi neki cilji, ki jih imaš, neke ideje, ki jih imaš, neke želje, vse se je sesulo v prah, ampak prav med temi obredi in tem. In med vsem tem notrnim raziskovanjem. In se spomnim prvič, mi je bilo res pol težko, kaj imaš občutek, kot da lebdiš v tako gostem niču. Nič, ki je v bistvu hkrati vse. Ampak v enem momentu je zate nič. Čeprav z vsem svojim bitjem veš, da nosi možnosti kompletno vsega. Ampak jih takrat nisi sposoben še tako globoko dešifrirati, zaznati. In jaz sem ves čas vedela, Mojca, edina pot je tvoja vera. Res vera. To je vse, kar imaš zdaj. Samo, da res verjameš, 100% veruješ, da to pač je. In naprimer, med prvo karanteno se je tudi zgodilo nekaj ful norega doma. Se je pojavil na steni, na modri steni, v spalnici od moje hčire, svetlobni napis,
ker sva prav gledali, ne, a je kakšna senca, okay? Ampak je bilo, kaj, mislim, kako, kakšna senca, napis, sestavljen iz nekih 5-6 znakov in jaz sem šla potem to ful raziskovati, ni mi dalo miru, je za svetu, prav tako, žarev, lahko pol fotko pokažem na telefonu in zginil čez par minut, zginil. In to so bili neki znaki. Tako sem šla pol raziskovati, sem ful googlala par ur, neke te iz tujih univerz, ki se ukvarjajo z nekimi starimi pozabljenimi jeziki in najbolj podobni so bili koptski abecedi znaki. In sem si pol izpisala in sem šla v te njihove baze in sem potem vsak znakec posebej pogledala, kaj bi bil, pa eni so po sklopih, ampak tako razumsko ga še zdaj ne razumem. Ampak, ko sem ga videla takrat, je bilo pa kot da celo moje bitje not razume. In je tako zanimivo s tem upravljati, tako da bi se na celičnem nivoju neki praspomini odklepali, ki jih jaz razumsko ne dojemam, ampak čutim pa na energetskem nivoju, kako celotno moje bitje čist drugače zaplapola, čist drugače zadiha. In ja, mislim, ful zanimivo. Ja, jaz se strinjam. Kako si pa, recimo, a si kaj to izkušnjo, ki si jo imela glede zdravja, a si jo probala, sigurno si jo probala, ampak malo me bo več zanimalo o tem, še na druga področja v življenju preizkusiti, a ne? A si razumela vprašanje? Ja. Lahko drugače postavim. Ne, veš kaj, itak pri meni je stvar zelo kmalu nehala biti vezana na zdravje. Jaz sem v enem momentu, ko se mi je, ne vem točno kdaj, nek tak uvid, preboj, možno, ja, prav na nekem tem obredu, sem prav jasno dobila, tako sem začutila, ok, tle sploh ne veš več za zdravje, Mojca, prišla si do točke, kamor je tvoja duša hotela, da prideš, da nekaj slišiš, začneš raziskovati, nima več veze z zdravjem. In v tistem momentu mi je bilo jasno, kot da jaz zdrava sem, samo čisto fizično realnost, vse te cifre na izvidih še niso, veš, kot da postopoma padajo dol. Ampak to sem tako, to ni nekaj, kar se ti prepričuješ v glavi, ne? Veš, tako kot da, ker zdaj je ful so popularne te mantre, ne? Ko češ ti si reči in tako bo. In si rečeš, meni je to smešno, mislim, ker če zunaj dežuje, si ne morem govoriti sonce, lahko si pa rečem, dež je, kako si lahko naredim, da mi bo fajn, ne? Ali pa da imam karkoli od tega. In tam sem tudi tako, sem čutila, ok, that's it, res, vsem svojim bitjem, jaz sem zdrava, tle sploh ni več point, tle je point zdaj zasledovanje nečesa čisto drugega. Tako da je avtomatično šlo na vse nivoje in področja življenja. Kaj pa je tvoje mnenje glede tako, če ostaneva na zdravstvu, na splošno, kaj te je motil v tem procesu? Ali pa, ok, si noben od naju ni strokovnjaka, ne? Razen za sebe. Kaj bi si želela spremeniti? Ali pa, kje vidiš kakšne neoptimalne stvari, ki se počnejo? A misliš prav v zdravstvu? Prav v zdravstvu, ja. Veš kaj, jaz sem to ful hitro zaključila tam, svojo kariero. No, ampak zaključila si, ker nisi verjela v način. Mislim predvsem tako. Lej, jaz imam na splošno dobre izkušnje z medicino, mislim tudi v otroštvu sem imela fenomenalne te hematologe, pediatre, pa jaz sem ogromno časa preživela v bolnicah, ker je to zdravljenje v otroštvu mi res toliko enih polstranskih učinkov in posledic pustilo, da sem bila pol hospitalizirana še na milijon drugih oddelkih. Moj profesor Boris Kavaca me na akademiji zafrkaval, da bi mi morali na UKC-ju prav oni neko garsonjero odstopiti, ker sem toliko tam in da lahko na meni izvajajo poskuse. Jaz jih, mislim, pa zadnjič mi je nekdo omenil, sem pozabila kdo, ne, doktor Senčarjeva, sem se pogovarjala z doktor Senčarjevo, ker sem mi mal govorila o teh notranjih svojih, ker naprimer, kaj se je meni zgodilo. Kmalu po akademiji, ali pa sem celo še bila na akademiji, meni ta spet notranji glas reče, da imam osteoporozo. In jaz nisem niti vedela, kaj je osteoporoza, sem mogla iti pogledati v knjigo medicinsko. Sam tako zelo jasno je bilo, osteoporoza. In jaz grem do svoje zdravnice in rečem, meni se zdi, da imam jaz osteoporozo. In ona me gleda in reče, Mojca,
prosim te, lej, koliko si stara, nimaš osteoporoze. Sem rekla, ampak jaz tako čutim na not, jaz imam osteoporozo. In ona reče, ja, pa ne morem ti dati napotnice, lej, no, ne morem, lej. In jaz se sprehajam po obali, ker sem bila za vikend doma in vidim plakate, da v krajevni skupnost Portorož mirijo zastonj kostno maso. Jaz rečem, evo, in se jaz prepelem in tam res tako 100 letnikov in jaz. In pridem na vrsto in me ta medicinska sestra zelo grdo res nadere. Tako je bila pravno, res v smislu, da če nimam bolj pametnega dela, kada jih tle zajebavam, da kradem čas in mesto tistim, ki to res rabijo, naj si poiščem kakšno drugo pomoč rajši. Mene tako, jaz sem itak človek, ki me hitro dvignem v krsto in se rekam, mojte sam, dej nogo v tisti čeber, kaj je tako en lavorček ali neki ti petko tam in pol on en listek, in se kaj ti sam dej nogo, ona pove, kako je in pejdi, dej ne zapletaj se. In pač ona kar gunđa, potegne un listek še kar tam in pogleda in reče, tukaj počakajte. Sem rekla, kaj pa je? Tukaj počakajte, sem rekla. In gre po zdravnico in zdravnica spet, vi imate strašno obliko osteoporoze. Takoj morate iti na endokrinologijo. In pol res tam spet biopsija kostnega mozga, vse možne preiskave. In jaz rečem tam zdravnici, ampak jaz imam ful močen občutek, da pri 30 bo to samo se pozdravilo. In seveda te gledajo, kot da si, tako da jaz zdaj tudi ne govorim več tako suvereno, tako si mislim, ker te res gledajo, da si malo, ne. In dejansko je stvar se pocelila sama od sebe, se je popravila. In ne vem, ali je bila sam stvar, da sem jaz morala ozavestiti, da so moje kosti take, ker naprimer bilo je tako, jaz sem se enkrat ful režala in sem se v smehu udarila po nogi in mi je se zlomil mezinc. Ne? Wow. Ja. Tok si imela krhke. Ja, ampak to je vse od tega seruma konjskega iz otroštva in vseh teh kortikosteroidov. Ne? To so pol stranski učinki, sem s pač temi doktorji mal se pogovarjala in tako. In pol sem imela tudi eno neprijetno izkušnjo tako z molarna nosečnost, to sem nekaj napisala tako, ampak nisem pol pisala tam v teh zapisih na Instagramu, kam je to šlo naprej, ker sem, tisto je bilo mišljeno, nima veze, skratka. In jaz tudi, oni rečejo, vam bomo dali metotraksat, sem kaj pa to je, če to je tak zelo blag kemoterapevtik, ki ga onkologi sploh ne smatrajo za kemoterapevtik, ker je res to blag, ampak v ginekologiji ga pa vse splošno uporabljamo po celem svetu za vse izven maternične nosečnosti, pa za vse te neumnosti, ki se zgodijo. Nič se bat. In jaz rečem, meni vse celice v mojem telesu kričijo ne, jaz imam alarm not. Ampak jaz nisem hipohonder v smislu, tako, strah me tega, smo tudi res ekstremno visok prag bolečine, to mi marsikdo reče, po mojem od vseh teh špikanj v mladosti in vseh teh punkcij in vsega. In pol je bil ta starejši zdravnik, ki je imel to čez, je tok bil vseeno fair, rekel, v redu, a boste bolj mirna, če jaz pokličem doktor Anžičevo, vašo hematologinjo iz otroštva, sem ga, ja, ful bom bolj mirna, kar ji res zaupam. In ona tudi izrazi dvom, da se ji nekaj ne zdi najbolj, da ne bi rada, da bi mi to kaj sprožilo in tako. In pol ona dva prideta do dogovora, da mi dajo čim manjše možne doze in da mi tečejo pa res tako ekstremno dolgo. Se pravi, če prej teče 1 uro, naj meni teče 3 ure, res tako kapljica, mislim. Ampak meni se to dogajalo tam v božično-novoletnem času, prazen oddelek, ful ljudi ni in meni steče trnk in steče tako res ekstremno hitro in jaz že začnem tako čutiti eni uštnice navrekne, sem take žnable, piska mi v ušesih, vrti se mi, vse mi pleše pred očmi, vse mi migota. In pride sestra in reče, je že steklo, bova to pobrala in se reče, a je to normalno, lejte, kakšna šem, ne? In ona reče, ja, bože, ne vem, jaz to prvič vidim, ampak bože. In me pošljajo domov. In jaz doma, v bistvu, sem bila pol cel popoldne, celo noč in nisem mogla lastne sline požirati. Zateklo ti je? Jaz sem pljuvala v en lavorček, se pravi, celem dnevu nisem spila enega požirka, spluvala pa ne vem, za 2 taka kozarca sline. In se ob 4 zjutraj prevlečem tja in se, kaj se opravičujem, da vas tle morim, ampak jaz res ne morem. Jaz sem občutek, da bom kar krepalna.
in me zagledajo in takoj poslo, takoj na oddelek, ne vem, 3 litre pa pol, 4 litre pa pol, ne vem, koliko mi je steklo te infuzije, preden sem šla sploh prvič lulat, taka je bila v bistvu dehidriranost. In kaj se je zgodilo? Jaz sem potem v metotraksatu imela tako reakcijo, kot da bi dobila, ne vem, in obsevanje, in ful hud kemoterapevtik. Jaz sem imela v bistvu afte na ustnicah, celotni sluznici, dlesnih, jeziku, glasilkah, celemu požiralniku. Tako da sem pol tam neki po cevkah me hranili. In še to je bilo, preden mi je začel teči metotraksat, mi je tam doktor na oddelku rekel, a so vse primorke taki hipohondri, ali ste sam vi taka? In sem spet me imela, bang! In pol pride ta isti človek čisto zelen, ponižen, prav tak, ko tam me dajo na to intenzivno in reče, jaz ne vem, kaj se je zgodilo in ne vem sploh, kaj naj vam rečem, ampak vi imate trenutno tak imunski sistem, kot da imate HIV. Levkocitov imate 0. In pa sem videla, da mora biti res hudo sranje, ker je bilo na viziti skozi 12 doktorjev, vsi zeleni, gledali tako. Zaprli so me tam intenzivno, izolacijsko, hodili v skafandrih s kovinskimi kovčki, vse se kadilo van, živ Bog ti ne pove, kaj iščejo, kaj preverjajo, kaj se je zgodilo. Nič. Jaz sem v enem tednu shujšala za 5 kil, ki sem rabila 3 leta, da sem jih dobila nazaj. Res, šla sem ven kot dahavc. Imela sem take ene relativno prijete kavbojke, ki so mi padle dol, ko sem jih zapela. In pol mi reče ta doktor, ja pa če bi mi vedeli, da vi tako odreagirate, bi vam dali kaj manj toksičnega. Sem rekla, pa jaz sem vam govorila. Jaz sem vam ves čas govorila, da moje telo kriči ne. No, in pol sem rekla doktor Senčarjevi, da jaz mislim, da bi se medicina morala začeti zavedati, da bo vedno več tega prebujanja, da bojo ljudje vedno več zaznavali znotraj njih samih, kaj se dogaja. In da bo treba to začeti upoštevati. In je rekla, ampak sej nas to na faksu učijo, nam govorijo, da v bistvu pacient sebe pozna najbolj. In da če pacient ima nek občutek ali uvid, da mu moramo v bistvu slediti. Ampak to se ne dogaja. Sej je res, ti kot doktor si res v nehvaležnem položaju, ker ogromno ljudi pa je, ali hipohondrije, pa sploh zdaj vsi googlajo o teh boleznih. In je težko to loviti. Sam, ne vem, res čist zamahnejo, čist je ne. Ne. Mislim, tako te gledajo, kot da si res mal trčen. Ampak jaz pač imam to sposobnost, da slišim to svoje telo. In se mi zdi, mislim, to je na primer ena stvar, ki jo pogrešam. Pogrešam tudi malo več sočutja. Se mi zdi, da če greš v medicino, moraš v osnovi imeti rad ljudi. Ne, da ti je to izziv, v smislu, da si tako kot Dr. House, da ti je izziv, kako boš ti zdaj nekaj rešil, ker takih zdravnikov je ogromno, ki so kao teoretično fenomenalno podkovani, ampak tako brez sočutja. Ja, pa se imajo tudi neko tako epidemijo depresije med zdravniki, a ne? To sem jaz dostikrat razmišljal, pa se tudi pogovarjal, ne, da je veliko pritiska iz družbe pa iz družine, da naj postane zdravnik, a ne? Ja. Pa mogoče si ni želel, pa so to neke travme ali pa želje po hierarhičnem uspehu. Ne? To je veliko krat. Jaz mislim, da je več kot polovica tega. Ja, jaz tudi mislim, ja. Sej odvetniki, zdravniki, ne, to so te stari poklici, ki so zelo cenjeni bili. Ja. In tukaj so enormni pritiski iz strani družine. Ne. Tako da zelo malo je pa takih, ki to začutijo kot nek klic svoj, a ne? In to delajo prav res s celo dušo, ne. In takega prepoznaš, res, kako šprica to iz njega. Pa ne vem, tako imajo, ker jaz sem rekla, jaz sem sama pol pri sebi videla, ne, to govorimo o placebo, tako malo se govori o tem nocebo. Ne? In jaz sem to res na lastni koži takrat občutila, ker sem prišla tako na še ko sem hodila k njim na preglede tam na začetku, in sem imela ta uvid, to svetlobo v ogledalu in ful sem brala takrat Brusa Liptona in vse te in pač kako in tako okolje vpliva na genetiko, ne obratno. In razumsko ti je vse tako jasno in rečeš, mam to, mislim, ja, bomo to.
In potem pridem tja in mi že sestra reče, tole bo pa danes transfuzija, vsaj 2 vrečki, lejte, kakšna steči zelena. In sem rekla, pa kaj mi to govorite? Jaz se super počutim. Sem jaz tlele že 40 let, prepoznam, vidim, to bo. In potem pride zdravnica, reče, kako kaže, rekla, gospa pravi, da ne bo, ampak jaz sem ji kar rekla, lejte, kako je to. In zdravnica reče, ja, 2 vrečki, pa imamo kar pač ne bo to. In sem rekla, ne bom transfuzije, jaz sem v redu. In te tako pogleda, ko češ, vse se bomo še videli in pridem jaz domov in se še sklemno smejiva in se rekla, jaz prav čutim, čutim, kako sem stabilna v temu, ne bom se šla več tega sranja. Zjutraj se zbudim z vsemi simptomi, prav obkljukala lahko, veš, vrtoglavica, ček, piskanje v šesih čep, ne vem, vse, tak, sem se preplazla tja, lahko transfuzijo, mi dajo in pol kot ti steče, lica dobiš rdeča, ampak pa sem pa rekla, zdaj sem pa videla, mislim, kakšen je to res, ta arhetip bele halje, ne glede na to, kaj tvoj razum ve, tvoj razum vse ve, ti prebereš knjige, ti gledaš dokumentarce in rečeš, that's it, točno to, ampak tle mi je bilo in pol tle sem rekla, mojca, to je nivo, ki ga moraš raziskovati. Ta nezavedni, podzavestni del, tle ti furajo programi in vzorci, ki tečejo svojo pot brez tvoje kontrole. In v bistvu to mi je bil res tak prvi, ko sem prav vrata zaprla in odprla nova. Tako brezkompromisno. Čudovito. Kaj pa zdaj počneš? Kakšna je tvoja pot zdaj? Kako jo vidiš v tem kontekstu, v katerem se pogovarjava? Veš kaj, nič konkretnega nimam zastavljenega, delam ful še naprej. Med prvo karanteno je bilo ful intenzivno, ko so ta svetlobni napis je prišel in sem imela skoraj vsako noč polno nekih biti v sobi in so ful nekih takih svetlobnih operacij izvajali in v bistvu so mi dobesedno narekovali protokol, ki mu zdaj sledim že od takrat in delam tako in se vedno bolje ene stvari sidrajo in stvari odpirajo in nimam pojma, kam me bo pot peljala. Se mi zdi pa pomembno, da se v teh stvareh govori. Se strinjam. Ja, in si prav rečem, če kdo misli, da si nor, naj si misli, ima tudi on pravico do tega. Ampak... Se enkrat priješ do tega, po moje, v življenju, ker moraš to spustiti. Ja. Ker mnenja so okrog in lahko znoriš od tega. Točno to. Tvoj glas ti nekaj govori, drugi ti govorijo kontra, komu zdaj poslušati, ali imaš znotraj sebe 5 glasov in je kaos. In moraš tudi to spustiti, se mi zdi. Kakšno je pa tvoje, nočem reči na svet, ampak beseda nekomu, ki nima stika s tem glasom, s katerim imaš ti stik? Kako ti vidiš to? Kako prijeti v stik s tem? Jaz mislim, da si fulkrat naredimo škodo, ko naprimer nekoga nekje ali poslušamo ali gledamo in ima nek določen način komuniciranja, kot jaz zdaj naprimer govorim v glasu, ampak jaz imam ogromno tudi v slikah in potem nekdo zasleduje to in bi on tudi to rad, ampak načinov je nešteto in se mi zdi, da je pomembno, da raziskujemo in najdemo pač kanal, po katerem naša duša s tem fizičnim delom komunicira ali pa potem še širše kozmos. Ker ni nujno, nekdo lahko ne bo nikoli slišal, ampak bo sam bil en občutek ali pa nekdo bo mogoče prav konkretno fizično v telesu čutil, ko bo neki ne ali pa ja. Pač teh možnosti je nešteto in se mi zdi, da prvo je ne se z ničimer omejevati, ne imeti pričakovanja nas ubijajo, res, in v bistvu s pričakovanji ful zamejimo, ker jaz v kakršenkoli proces grem ali v kakršnokoli delavnico, ker rečem, imaš kakšna pričakovanja, te vedno rečem, ne, nimam, zato ker moja tukaj zemeljska pričakovanja bojo ne glede na to, kako divja so, še zmeri ful mizerna napram kakšne so možnosti onkraj. In zato sem brez pričakovanj, samo probam biti čim bolj odprta in dojemljiva za vse, kar mi želi vesolje ponuditi v tem momentu. Ja, super, odlično. Ja, jaz vedno se ta kvot spomnim iz Bhagavad Gite.
da si upravičen do svojega dela, ne pa do sadov svojega dela. In to se mi zdi, včasih se mi zdi brezvezen kvot, včasih se mi zdi pa najboljša stvar, ki sem jo kadarkoli slišal. Ne? In napada glih ta pričakovanja. Ne? Tako da, ful ti hvala, ker si prišla, delila. Ne, samo to bom rekel, no, hvala ti. Hvala tebi. Prosim.